Zadnje čase se malo nazaj držim, ko sem tamle na Faktorju, ne. So mi rekli, če ti kdaj hotel imeti svoje oddaje, bi moral tale jezik omiliti, ne. Zdaj, ideja je, da ne bi sam tele video snemal, tudi imel kakšno svojo oddajo tam na kakšni televiziji. Zdaj pa jaz sem preveč oster, ne. Včasih sem v svoje oddaje nikakor nisem bil preveč oster, zdaj pa se mi je jezik malce vulgariziral, ne, priznam. Uporabljam kako mojo skovanko, besedo, ki zveni vulgarno. V svojih interpretacijah psihoanalitičnih sem seveda seksualen, ne, tisti nek sendvič je bil, nek Krajčič, Dari Krajčič. Ta je eno žemelco temu kradel, ne. Moja teza, legitimna psihoanalitična teža je, da je simbolno, nezavedno, tako tam nekje želel ukrasti neko žemljico, ne, mlajšega porekla tam. To je bila psihoanalitična špekulacija, ki je legitimna. Ampak legitimno v kontekstu, zakaj je Vatikan povabil črne košarkaše, med nogami imajo pa kar krvavice, nimajo nekih čevapčičev, ne. V gejevskem gibanju in Vatikan je, rekel, neko leglo ali pa koncentracija latentnih gejev, ne, ker duhovnik, moški včasih postane zato, da se elegantno skozi celibat distancira od žensk seksualno, ne. In ta Vatikan je dobil nekje idejo, da bi povabili Black Lives Matter, ne. Na zavestni ravni je ta ideja prišla, latentno nezavedna seksualna raven pa je, ker ve se za geje, kaj obožujejo nadvse, tako kot feminilne ženske. One obožujejo organ, ki njej na telesu manjka, ne, se pravi zavidanje penisa, pri feminilnih ženskah ne gre v gnus, ampak v željo, v pohoto. Pri gejih se pa tudi vse vrti okrog stojkota, ne, priveska. Zdaj, treba tudi reči, da ne ravno čevapčič, ali bolj že tam neka krvavica. Morska krava. In te črnci slovijo, da imajo tam neke črne pitomne. Piton med nogam, ne. In to geji nadvse obožujejo, ne. Vatikan pa je epicenter tem nekega gejevskega, latentnega gejevskega, ne to gibanja, ampak gejevske spolne usmeritve. Se pravi, ideja, da so vabili NBA črne igralce v Vatikan, ne, in potem so se še brez mask družili, to ima seksualni pridih. In jaz na pobudo Pertinača sem kar začel nazaj sem nekaj govoriti, ne, mislim, se grem sam sebi na živce, ker to nisem jaz. Ampak ker se nazaj držim, ker bi rad vljudno govoril, sem to nekako preskočil, zamolčal, nisem vsega povedal. Hec pa je še potem v kontekstu tega Vatikana, ki je bila tam neka slika, so bili neki falosi, tudi smreka, ne, falična, in tam seveda tudi neka joška, kupola v ozadju, in jaz sem to malo namignil. Tudi nek Taj Mahal, to je pa neko indijsko svetišče, to so sami neki falosi in sami neke joške, z nipli gor na vrh, ne. In to sem tudi malo namignil, in glej ga šmenta, pridem domov in mi Žiga Turk oporeka, ne. Se pravi, tale Faktor je kar gledan, ne. Če jaz koga pogrešam, ravno Žigo Turka pogrešam, ker ima lucidno misel, ne. In on pa prav, ne, to pa je, se verjetno bolj spoznane to statiko, da zrt statike je to kupala ratala. Namik je bil v to smer. Ne, latentna želja po materini dojki, dobri dojki, iz katere zadete, dojeno dete, se v prav spomin naseli ta paradigma okroglosti materine dojke. Baje, v zlati dobi psihoanalize se je vzpostavila ideja, da je pogled na gore, kjer je vrh gore zaobljen in gor je sneg,
človek doživi ugodje, ker ima prav spomin na dojko, hrib, gor je pa malo mleka še. Ne? Češ, da je pogled na gore, kjer je gor še malo snega, balzam za dušo zaradi prav spomina na dojko, kjer je bilo še malo mlekca gor. To so neki psihoanalitiki pred mogoče 50-70 leti, ko je bila zlata doba psihoanalize, o tem špekulirali. Zdaj, jaz bom pa rekel natančno tole, ne. Pri tej kupoli, konceptu kupole, se je tistim, ki so hoteli imeti streho nad sabo, se pravi, da mu dež ali pa sonce, mraz, se pravi, da bi bivališče pokril, se mi je odkala ideja strehe v določeni konceptualni smeri, ne? Kupola zaključena z niplom. Ne? Psihoanalitična teza je, da je nezavedna želja po ženski dojki iz časov dojenja tista, ki je botrovala ideji, da bi se dalo to zgradbo pokriti s kupolo. Ne, zdaj pa treba se dežja obraniti in zdaj dajmo nekaj narediti in da se to narediti kupolo po določenem gradbenem protokolu, kjer je statika, ne, to se ve, kako se to zida, ampak lahko bi tudi streha bila v obliki, ne vem, piramide ali pa tako alpske strehe, ki jih imamo mi v Sloveniji ali pa kjerkoli, ali pa, ne vem, Dalmacija, Mediteran. Muslimanske kulture imajo pa to zaobljenost. Moja teza je, da zaobljenost kot koncept pride v arhitekture natančno zaradi prav spomina na materino dojko. Žiga Turk se s tem ni strinjal, sem rekel, če bi mi to Žižek rekel, bi se še sekiral, ampak pa ga imam za lucidnega misleca. Skratka, temu enem faktorju nisem uspel nič od tega udarno povedati, pa sem rekel, da bom tukaj nek popravni izpit naredil, sem se malo kesal, ker jaz imam oster jezik, ampak nisem pa speljal še ene zadeve, namreč bil sem že nekajkrat povprašan, če bi bila leva vlada, kaj bi bilo zdaj drugače, ne? Seveda je res, da bi tudi desna opozicija, če bi bila leva vlada na oblasti, spotikala, ker je to dolžnost opozicije, pa tudi želja po oblasti in neukrotljiva. Tudi če je levica na oblasti, se pravi desnica sadistično spodbija koalicijo, ki je leva. Ne? Zdaj pa pač obratno, ampak zdaj so korona časi in jaz svetujem toplo opozicije, da naj neha s tem spotikanjem, ne? Ker je to dobro za državo. Moje mnenje sicer bilo, nagovorjen sem bil, kaj bi bilo, če bila leva vlada. Jaz sem šel v smer, da desnih protestov ne bi bilo takšnih, v takšni razsežnosti, kot jih uprizarjajo zdaj pa levi anarhisti. Zato, ker teza je, da je desno volilno telo, se pravi desna klientela občestva, manj anarhistična. Bolj je moralna, čeprav latentno, sadističnost ima pa konzervativna desnica večjo. Ampak jo lažje drži na vajeti, ker ima močnejši nadjaz, moralno razsojanje. Največji problem levica so anarhisti, anarhist je pa tisti, ki ne spoštuje vladarja. Se pravi, ne spoštuje očeta, če ne spoštuješ oedipskega očeta, pomeni, da tvoje moralno razsojanje ni prav visoko, ne? Nikakor ni postkonvencionalno, tam si na eni otročji stopnji moralnega razsojanja. Ne? Protestov, če bi bila leva vlada, bi bilo bistveno manj, ali jih pa sploh ne bi bilo, zato ker desničarji v osnovi prej čutijo, kaj je moralno prav. Se pravi, moralno prav je, v teh časih so težki časi, ne protestirati, ne kolesariti. Anarhisti ne zmorejo tega, ker nimajo nadjaza. Desničari bi se pa držali te zapovedi, ne spodbijajo vlade za vsako ceno. Desničari bi to delali, pa mislim na volilno telo. Levičari pa tega niso sposobni, ker imajo desetletja privilegije in se ne sprijaznijo, da ni levica na oblasti.
Zato pravim, da bi bilo manj protestov, če bi bila leva vlada, opozicija svojo klientelo volivcev pa ne bi protestirala na tak način. Čeprav po drugi strani, to pa nisem glis kristaliziral v tem faktorju, je pa pač to, da v resnici so pa kot opozicija, pa desničari, zaradi latentnega sadizma, ki je močnejši kot pri levici, bolj sadistični pri spotikanju vlade. Znajo biti bolj sadistični in če bi gledali za nazaj, je želja po oblasti desnice latentno markantnejša kot sama po sebi želja levice, da je na oblasti. Čeprav zdaj se je ta naša levica tako razvadila, da sama sebe si ne predstavlja, da je v opoziciji. To je zadnji scenarij, na katerega pristaja. Ampak načeloma si pa ta konzervativna desnica v objemu sadizma dovoli kot opozicija bolj spotikati sadistično leve vlade. To nisem uspel skristalizirati, tako da sem rekel, tale video posnel, kjer sem malo tam od krvavic, pa tistega Vatikana, sam sebe malo korigiral, pa tudi tole okrog leve pa desne vlade, kaj bi bilo, če bila leva vlada, se jo bi desna opozicija spotikala, samo protestov ne bi bilo toliko, kot jih imamo zdaj, ko nam ti anarhisti grenijo petke, pa občasno tudi četrtke, oziroma vsaj en četrtek je bil. To je bilo to, zdaj sem si olajšal dušo, mislite si, kar še čte.